Spoštovani novinarji, prisrčno pozdravljeni na današnji tiskovni konferenci. Problematika delavcev migrantov, ki so zaposleni izven naših meja, je zelo pereča in zelo izpostavljena. Zelo visoka brezposelnost na meji z Republiko Avstrijo je povzročila, da so si ljudje poiskali službo izven naših meja in to je večina prav v Republiki Avstriji. Ampak službo niso iskali izven naših meja zato, da bi hlepeli po višjem zaslužku, ampak izključno zato, ker pri nas dela za njih ni bilo in prav tako niso želeli sloneti na slovenski sociali in na miloščini, s katero ne moreš preživeti in ne umreti. Ti ljudje so se podali s trebuhom za kruhom zato, da lahko svoje družine dostojanstveno preživijo. Prav tako je dejstvo in logično, da so zaposleni kot delovni migrantje obdavčeni v državi, v kateri svoje delo opravljajo, torej Republiki Avstriji, zato večina njih ni oddajala davčnih napovedi v Republiki Sloveniji. Ker je dohodnina v Republiki Avstriji nižja, kot je v Republiki Sloveniji, razlika torej v davčnih listvicah, je razlog, da morajo delovni migranti doplačevati dohodnino v Republiki Sloveniji. Ustanovljena je bila tudi civilna iniciativa Apače, ki pomaga s pravnimi nasveti delavcem migrantom in jih je tudi pozvala in poziva, da oddajo davčne napovedi v Republiki Sloveniji z uporabo inštituta samoprijave. Problem, ki je nastal z sodbo Upravnega sodišča leta 2013, da se v primeru samoprijave posebne dohodninske olajšave ne upoštevajo za vzdrževane družinske člane, za stroške prevoza in prehrane in posebna olajšava za delavce migrante za čas, ko je veljala. Tej sodbi je sledil FURS in posledica tega so zelo visoke davčna doplačila in sicer sežejo tam preko 10.000 evrov, kar je seveda izjemno veliko. Predlagatelji avtentične razlage smo prepričani, da je bila ob sprejemu instituta samoprijave Zakon o davčnem postopku iz leta 2006 volja zakonodajalca, da se tudi v tem primeru upoštevajo posebne dohodninske olajšave. V prid tega govori tudi dejstvo, da zakonodajalec ni določil, da se te olajšave v primeru uporabe samoprijave ne bi upoštevale. Določil je zgolj, da se obračunajo obresti na davčno osnovo določeno na podlagi samoprijave. To je tudi logično, saj bi v tem primeru inštitut samoprijave izgubil svoj smisel in namen. Zavezanci, ki bi uporabili inštitut samoprijave, bi se namreč na nek način samokaznovali. Zato predlagamo avtentično razlago 63. člena Zakona o davčnem postopku, s katero določamo, da se mora ta člen razumeti tako, da vložitev davčne napovedi na podlagi inštituta samoprijave ne povzroči izgube iz naslova materialne zakonodaje oziroma posebnih dohodninskih olajšav. Avtentična razlaga ima veljavo za nazaj, s tem pa bomo omilili plačilo zelo visokih davčnih doplačil zavezancov, ki so uporabili inštitut samoprijave. Pričakujemo, da se bo s sprejemom avtentične razlage ohranila uporaba inštituta samoprijave. Pod ta predlog smo podpisani, torej prvo podpisani jaz, Marjan Pojbič, po abecedi Franc Breznik, Andrej Čuš in pa Suza Lepšemenko. To pa predvsem zato, ker prihajamo iz tistega volilne enote in pa okolja, v katerem je pač ta problematika najbolj in najmočneje eskalirala. Hvala lepa.